Prihajam iz družine s 5 otroci. Imam pa eno starejšo sestro, ki je 4 leta starejša, pa 2 brata in eno sestro, ki smo isto stari, torej smo četvorčki. Pri nas je bilo tudi kar zanimivo. Nikoli ni bilo dolg cajt, pestro je bilo. Mama je kar doma ostala, tako da smo imeli pa doma svoj vrt nekako. Težko rečem, kako je, ker niso 4 naenkrat, a ne. Sem že ful navajen, da smo bili 4 že od začetka, a ne. Mi je bilo čisto navaden, vam se verjetno zdi, da je bilo drugače čudeno, a ne. Ampak meni zdi, da je bilo fajn, mislim, tudi v osnovni šoli smo skupaj skozi hodili v šolo, smo bili sošolci, smo si lahko pomagali, tako da poleg tega, kakor smo se kregali, smo bili tudi povezani. In se mi zdi, da je bilo lažje, kot pa nekomu, ki je sam. Pri tako veliki družini se pa že zelo pozna, moraš skrbeti za mlajše, pomagaš staršem s tem, no, kar lahko, kakor te prosijo. In tudi recimo najstarejši mora pa postati odgovoren, ker ni imel sicer nikogar drugega kot starša, ki sta ga vzgajala. Nismo pa vsi nekako pomagali. Odnosi s sorojenci so prvi odnosi, s katerimi se srečamo. V njih se naučimo čakati, molčati, se kregati, smejati in še marsikaj drugega. Skupaj pišemo našo življenjsko zgodbo, a vsak jo piše malo drugače. V današnji oddaji Reflektor bomo pogledali, kaj to prinese, kaj dobrega, kaj slabega, kdaj je težko in kdaj je res lahko. Z mano so tukaj 3 mladi gostje, vsak s svojo družinsko zgodbo. Eva Logar, Klemen Kavčič in Aljaž Smolič. Pozdravljeni. Živijo. Torej, kar povejte mi, iz kakšne družine prihajate? Ok, bom začela. Torej, jaz izhajam iz družine, kjer imamo 2 dvojčke, pa en je sam, se pravi 1 + 2 + 2. Jaz sem ta najmlajša in imam brata dvojčka, pa imam še 2 sestri dvojčici, sta starejši, pa še enega starejšega brata. Torej, to je kar zanimivo, ne? Dvojni dvojčki. Ja, bi rekla. In kako pa je to izgledalo? Kako je tvoj odnos s tem dvojčkom? A sta vsak posebej, sta individuala, so vaju kaj menjali? Če se v bistvu menjali, najlih niso, ker so pač drugega spola, ampak pač ziher sem z njim pač najbolj tako povezana, če primerjam z vsemi ostalimi, ker se mi zdi čisto logično, ker ista starost, nekako isti problemi, s katerimi se srečuješ, tako sploh zadnje čase, sem lahko zelo bolj, sva lahko bolj odkrita z drugim, bolj povezana, tako to opažam. Torej, on je tvoj zdaj zaupnik, prijatelj v tej vaši družini? Ja, mislim, eden, ki je malo bolj mogoče kot ostali. Pač saj se razumemo recimo z ostalimi tudi, ampak že to, ker nas je toliko veliko, ne moreš biti z vsemi isto, a ne. Mislim, saj logično, da ni. Pa se ti zdi, da se vaš brat kdaj počuti samega, ker on edini nima dvojčka? Ja, mislim, da ja. Mislim, ja, nekako si skozi izpostavljen, a ne. Skozi ima en ima skozi enega, a ne, on je bil pa sam. Ampak to bi mogli njega vprašati bolj podrobno, tako da ja. Klemen, kako je bilo pa pri vas? Jaz tudi prihajam iz družine s 5 otroci. Imam pa eno starejšo sestro, ki je 4 leta starejša, pa 2 brata in eno sestro, ki smo isto stari, torej smo četvorčki. Pri nas je bilo tudi kar zanimivo. Nikoli ni bilo dolg cajt, pestro je bilo. Mama je kar doma ostala, tako da smo imeli pa doma svoj vrt nekako. Kako pa je bilo, ko ste bili 4 naenkrat? Kakšna je tu dinamika? Zdaj jaz težko rečem, kako je, ker niso 4 naenkrat, a ne. Sem že ful navajen, da smo bili 4 že od začetka, a ne. Mi je bilo čisto navaden, vam se verjetno zdi, da je bilo drugače čudeno, a ne.
Ampak meni zdi, da je bilo fajn, mislim, tudi v osnovni šoli smo skupaj skozi hodili v šolo, smo bili sošolci, smo si lahko pomagali, tako da poleg tega, kolikor smo se kregali, smo bili tudi povezani. In se mi zdi, da je bilo lažje, kot pa nekomu, ki je sam. Lepo. Kaj pa prva Aljaž? Ja, jaz pa prihajam iz velike družine, imam 8 bratov in sester. Najprej so 3 fantje, potem sestra, jaz in potem še 4 punce. Ni pa nihče dvojček ali pa četvorček. Ja. Kako je pa razlika med najstarejšim in najmlajšo? Torej, razlika med najstarejšim in najmlajšim je 25 let. In v bistvu je celo tako, bi si predstavljal našo družino, oziroma sem jo jaz doživljal, kot 2 manjši družini, torej najprej 4 otroci in potem 5 otrok, ker je med mano in mojo starejšo sestro, torej jaz sem 5. srednji, med mojo najstarejšo sestro je 5 let razlike in tako da sem tako doživljal, kot da so oni kot svoja družina odrastali in potem še mi. Vi pa svoja Mlajši. družina. Ja. Kako pa je bilo, kako je bil vaš vsak dan izgledal, ko vas je bilo tukaj naenkrat? Ste bili sploh vsi naenkrat kdaj na zajtrku? Na zajtrku zelo redko. To je bilo verjetno potem, ko se je najmlajša Bernarda, ko se je rodila, takrat v tistih letih smo še bili. Ja. Je bilo pa tako, takrat smo se zbudili zjutraj, recimo to je bilo predvsem nedeljski zajtrki, drugo ne. Smo se zbudili, smo šli k maši, potem pa zajtrk. In potem smo pa nekateri so pomagali pripraviti kosilo, drugi smo se učili, karkoli je bilo. Zdaj malo drugače izgleda. Zdaj nas je 7 še doma, vse skupaj, starši, in gremo najprej jaz in starša gremo k maši, in potem imamo skupaj zajtrk in potem grejo še mlajše sestrce k drugi maši, ker one imajo pa otroški zborček. Da. Na polno Ne gremo. sodelujete. Ja. Ja. Kako pa ste se organizirali? Je bilo tudi kot nek stroj, en maže maslo na kruh, drug zliva mleko, ali kako približno, da se niste prepletali vse? Nič se nismo kaj posebej organizirali. Ponovadi smo sem nekoga zbrali, ki je mogel narediti ali pripraviti na mizo, pomiti posodo. Nič pa, da bi se kaj. Ni bilo posebnega sistema. Ja. Okay. Ali mislite, da je vrstni red rojstva vplival na vaš značaj? Značaj, ne vem. Da sta vidva z dvojčkom najmlajša? Ja, mislim, zih vpliva. Ne vem pa v kakšni meri. Tako, jaz sam kar opažam glede to pač vrstnega reda, to, da mlajši, ki si več imaš privilegijev, to se je tako dosti opazil, glede strogosti. Starša so bila pri prvemu zelo stroga, pri nama z rokom pač, ki so bila zadnjo, je bilo že tako zelo, v primerjavi je razlika bila velika, no, tako. Drugače značaj pa, ne vem, no, tako ful težko o tem govoriti, ker smo vsi smo si ful različni, ampak ne bi rekla, da je lih leta, da je lih razlika v letih, to pa ne znam, tako bom rekla. Kaj pa pri vama? Ja, jaz imam čisto drugačen pogled na to, kot pa on, recimo. Pri nas starejša sestra, ne, je blazdace, pa mi 4, ne. Smo pač isto stari, tako da mi smo si bili, bi rekel, do konca osnovne šole smo si bili zelo podobni, enako uspešni, enako smo razmišljali, ne, pač ko smo bili skupaj. Ampak se mi zdi, da pa pri nas, recimo, kot si rekla, da ko ste mlajši, da so bolj popuščali starši, pri nas je bilo pa tako, da je še sestra zraven nam komandirala. Tako da smo imeli še bolj strogo, se meni zdi. Ampak ja, se mi zdi pa, da je tudi to vplivalo, da smo mlajši, ker je tudi ona nas pomagala vzgajati, starejša sestra, ne. In smo tudi zato bili, vsaj dokler nismo svojega mnenja razvili, pa začeli bolj pa svoje, ne, smo bili tudi njej bolj podobni. Ja, jaz tudi mislim, da nekako vpliva na značaj, ampak bolj iz tega smisla, ker
vsaj pri tako veliki družini se pa že zelo pozna, moraš skrbeti za mlajše, pomagaš staršem s tem, no, kakor lahko, kakor te prosijo. In tudi recimo najstarejši mora prej postati odgovoren, ker ni imel sicer nikogar drugega kot starše, ki sta ga vzgajala. Nismo pa vsi nekako pomagali. Najmlajša je pa potem zaradi tega, ker ima najdlje pozornost. Pa malo drugačen značaj. Omenila sta, da biti starš drugim sorojencem, ne? Kako si se ti počutil ob tem, ko si imel še mlajše sestre, da si še ti malo njih pomagal vzgajati ali pa pazil na njih? Ja, meni je bilo vedno, vsaj ko imam v spominu, vedno mi je bilo veselje popaziti sestrce. In tudi še vedno se zelo dobro razumem z njimi, se družimo, veliko del skupaj delamo. No. Če imaš kakšen slab dan, je mogoče zoprno se pa razjeziš. No, tako. Ampak drugače sem dobro doživel no, to. Kaj pa so tvoji starejši bratje in sestre tudi tebe kdaj čuvali? Ja, so. Se spomnim, imam eno sliko, ki me je sestra čuvala in sva skupaj zaspala. Drugače se pa ne spomnim, ko sem bil še tako majhen. Ampak ti je bilo tudi v redu, da si s svojimi sorojenci preživljal čas, da so te oni... Ja, se mi zdi, da se je lažje igrati z ljudmi, ki so ti bližje po starosti. No. Kako sta se pa vidva počutila, ko so starejši bratje in sestre pazili na vaju? Jaz iskreno se ne spomnim tega. Mislim, isto tako po slikah, malo vidiš, ne vem, tako, kot te skupaj v postelji, pa ne vem, tako. Drugače pa nisem jih dobila tega občutka, da bi... Da je to ta odgovornost na njih? Ja, pač še zmeraj vidim kot glavna tako vzgojitelja, kot pač starša, ne, tako, ja. Kako pa prva Klemen? Ja, pri meni tudi 4 leta se mi ne zdi toliko velika, ne. Je tudi še bila moja sestra majhna, ko smo bili majhni. Pač definitivno je vplivalo sploh pol kasneje, ko smo bili čisto mali, itak, ne spomnim se, pa tudi ne vem, koliko je odgovornost ziher ni bila na nje, ne. Je pač pomagala, pa ful rada, pač imam tudi slike, ko nas je hranila, ko smo bili mali, z njimi flaškami, pa je bilo verjetno ful fajn. Ampak pol, ko smo bili pa že malo starejši, ne vem, ko smo prišli v najstniška leta, je pa že bilo tako malo, je bila že malo zoprna nam. Pa tudi ona je, mislim, da je kar sama prevzela malo tudi vlogo starejše sestre, je hotela malo vplivati, pa hotela biti dober zgled za nas, no. No, tudi če se nam ni zdelo, da je bilo dobro. Kako pa so vaši starši usklajevali potrebe vseh otrok? Se vam je zdelo pravično? Ste se kdaj slučajno počutili zapostavljene, da so vas mogoče pozabili? Je tu bom kar začel. Ko smo 4 isto stari, je kar včasih tekmovalno, ne. Mislim, zdaj ni več toliko, ampak ko smo bili mlajši, vem, v šoli, ko smo imeli ocene, ne. Saj večinoma smo bili vsi kar uspešni, ampak je pa izstopil kdo, recimo moj brat je imel vedno najlepše ocene. In se mi zdi, da smo pol včasih kar mogli tekmovati za pozornost staršev oziroma za to, kdo bo imel kakšne prednosti pri čem. Eni so se bolj trudili, eni manj, ampak ja, definitivno se je, vsaj kakor sem jaz občutil, je bilo kdaj tako, da so, ali pa tudi, da je hotel kak brat me v slabi luči prikazati, da je on boljši izpadel, tako da ja, je bilo kar pestro glede tega. Ja, jaz bi se tudi delno strinjal. Tudi pri nas zelo pozna, smo primerjali ocene v šoli, sploh potem, ko so prišel, recimo jaz, ko sem že ta srednji otrok, pa sem prišel v osnovno šolo, pa so poznali vse moje starejše učitelji. In pa smo se malo primerjali, ampak bi pa rekel, da to ni vplivalo na to, kako so nam dali pozornost starši, pa na vzgojo. Ja, mislim, vedno je eno primerjanje, pač sploh, če na osnovni šoli sva bila tudi, ja, sošolca še z bratom, pa tako nasploh, pol začnejo vsi sorojenci, ja, ko smo bili pa mi
je bilo tudi tako, a ne, mislim. Ne vem, zdaj čisto, kaj je bilo točno vprašanje? Če si se kdaj počutila zapostavljeno Aha. izmed vseh otrok? Ali si se lahko tako malo tudi skrila, da te niso čisto pazili? Ja, tako bom rekla. Ja, je bilo malo zapostavljenosti. Ne vem, kako naj to ubesedam, ampak Kdaj se je pa to pokazalo najbolj? pol v najstniških letih. Ja. Tako nekako sem bila jaz po moje bolj uporniška najbolj. Zaradi tega in pol, ja, ker so vsi ostali bili drugačni in pol sem tako, ja, Iva je pa taka. Okej, prvo. Ampak ja, nekako preživiš s tem. Ja, ampak imam občutek, da je vsak na svoj način izpostavljen, zato ker tudi, a ne, starši lahko eno lastnost vidijo ful tako neki wow, eni pač pa drugemu nekaj drugega in je tako na različnih področjih. Tako. Ja. Kako pa boste vi kot starši mogoče v prihodnosti ravnali? Kako čutite to odgovornost? Kako si vi predstavljate svojo družino, glede na svoje izkušnje, ki jih imate? Pa mi je všeč ta velika družina, ali mogoče bi vi zase si želeli kaj drugega? Ja, jaz nisem še veliko razmišljal o tem. Ne vem, če bi imel veliko družino, bi pa sigurno hotel imeti več kot enega otroka. Mislim, se mi zdi zelo dober in lepo, da imaš kot otrok enega brata, sestro, na katerega se lahko zaneseš, ko recimo staršem nekaj ne moreš povedati. Nisem pa nikoli razmišljal o številu otrok ali kaj takega. Bi pa sigurno, če bi imel več otrok, jih uporabil pri pomoči, ne bom rekel izkoriščal, ampak bi sigurno pomagali paziti otroke ali pa tako. Ja. Pa ljudje je to všeč, da imajo otroci veliko. Tudi zaradi tega se naučiš mogoče odgovornosti, kakšne komunikacije ali pa kaj tako. Kaj pa se ti zdi, da si se ti najbolj naučil od svojih sorojencev? Odgovornosti tudi. Ja, sigurno odgovornost. Nekako so bili vedno zgled, sem poskušal jim slediti, oziroma sem videl pri starejših bratih predvsem, katere so njihove lastnosti so mi všeč in sem poskušal se kakšno stvar naučiti tudi zaradi tega. Ja, čakaj, je bilo vprašanje. Kako si ti predstavljaš družino? Jaz definitivno ne bi imel četvorčkov. Se mi zdi, da to je bilo kar breme za naše starše. Mi smo imeli še to srečo, da smo imeli babico, dedka, pa še pradedja, ki so živeli nasproti nas in so pač lahko pomagali. Zdaj jaz ne vem, če imam tako srečo. Tako da jaz ne bi imel četvorčkov. Ja, sem pa, mislim, jaz sem že razmišljal, kako bi imel otrok. Ne toliko je nas, se mi zdi kar veliko, ampak tudi edinčka ne bi imel. Si predstavljam, da če si sam, pa nimaš družbe, mora biti kar dolgočasno doma. Pa mi se tudi ful radi kakšne družabne igre igramo ali pa kaj, pa naši starši pa ne toliko. In če bi bil sam, pa starši ne bi hoteli, pač ne bi mogel. Se mi zdi, da bi tako, kot sam je zelo, mislim, je težje, vsaj iz mojega vidika. Bi pa imel tam ene 3 otroke, tako če smo direkt točni. Ja, jaz tudi ne bi imela samo enega, a ne. Že to, ker sorojenci ti res dajo nekaj, kar ti starš ne more. V bistvu, ker tako, pač si rekel, da kakšne stvari, ki jih ne moreš teh staršem povedati, se lahko vsaj sorojenci tako malo pogovarjaš. Ali pa nasploh tako ena družba, nekaj, da delaš, se igraš. Dobro, to je že čisto, če si majhen. Ampak tako
zdaj, ko odraščam, se tudi bolj pozna, koliko pač skozi bolj se pokažejo razlike. In tudi, ko smo dvojčki, se ful pozna, koliko pač okolje vpliva na človeka. In se res vidi ta različnost, mislim, razlika vsakega v družini. To se mi zdi, da ful da človeku velika družina, da preprosto se naučiš živeti v tej različnosti. No? Ker ne moreš spremeniti enega, ne moreš spremeniti enega mnenja, lahko pa spremeš. Pa rečeš, ok, ti si tak, jaz sem taka. Pa da probamo vsi skupaj nekaj dobrega iz tega vam povleči. Ja. Torej, če prav razumem, vi sami ne bi bili edinci. Oziroma, ste si kdaj pa želeli to, ko ste odraščali, ko ste bili mlajši mogoče? Ja, jaz definitivno imam momente, ko sem si želel tega. Zaradi tega, ker se mi je tudi zdelo včasih, ja, da ko sem gledal tudi kakšne druge sošolce ali pa kaj, ki so edinci, ja, oni pa imajo vse zase, starši in sam za njih, a ne. Pa sem mislil, kaj pa če bi bil jaz edinc, bi pa mogoče, recimo, ko sem bil majhen, sem razmišljal tako, če bi bil edinc, bi pa mogoče dobil več daril, a ne, ali pa ne vem, bi več lahko potovali, a ne, ker pač tudi velika družina je tudi velik strošek, pod moralni. In sem imel take pomisleke, ampak zdaj pa sploh ne več, ne vem. Se mi zdi, da bi, zdaj, ko sem bolj zrel, pa ko bolj razmišljam, se mi zdi, da bi ne bi zdržal, če bi bil edinček. Jaz tudi mislim, da ne bi mogel biti edinc. Nikoli nisem tudi pomislil, si želel, ker tudi če sem bil recimo slabe volje pa ful jezen na 3 brate, sestre, sem imel še vedno 3, s katerimi sem se ful dobro razumel. Tako da ja, ne, nikoli nisem želel. Jaz isto, ne. Pa tudi tako, sploh si ne morem predstavljati naše družine brez enega člana. Pač tako, ker tudi, a ne, Morate biti vsi. ja, ne moreš kar gledati, da enega ali pa 2. Mislim, se tudi pol, ko so, a ne, starejši 3 so že malo starejši, so 5 let pa 7 let starejši od mene in se poznali, so bili pol samo jaz pa pač moj dvojček. Se vidi tako, nekaj manjka, ni čist celota. Tako da ja, pač po eni strani je lepo imeti veliko družino, sabo pa tudi prinese pač Prilagajanje. Ja, veliko prilagajanja, ja. Kako pa so vaši starši poskrbeli za to, da se razumete, da imate dobro družinsko okolje? Ja, to je lahko naše starše vprašati. Kako se vam zdi? Ja, meni se zdi, da pri nas je bilo že od nekdaj smo imeli nek red pa disciplino doma, smo imeli postavljene točne meje in mislim, da so tudi v veri, recimo, so nas vzgajali, ki uči to, da smo medsebojno ljubezen, a ne. In je bilo pri nas vedno jasno, a ne, da se pač družina je družina, tudi če se ne vedno razumemo, pač moramo postaviti družino na prvo mesto, pa se med sabo braniti, pa biti pač skupaj držati. In pri nas nikoli ni bil problem, da medsebojno razumevanje, no, ni bil problem. Razen tisto, kar smo se kregali med sabo, ampak ni bilo nič hujšega. Vedno je na koncu bilo vse v redu. Ja. Jaz bi tudi poudaril zelo vero, ker so nas tudi v veri vzgajali in tudi to je pomagalo, da smo se bolj razumeli, razumeli smo, da se moramo prilagoditi, da nisi sam, da moraš razumeti tudi, da ostali kaj rabijo. In je nekako samoumevno pol, da tudi kakšne načrte spremeniš ali pa kaj takega zaradi tega, da lahko daš kaj drugim. Ja, jaz bi pa izpostavila pač predvsem to, da je pomembno si vzeti čas za družino, ker v bistvu s tem se gradijo odnosi, a ne. S tem se povezujemo. Ja, pa tako nasploh, da pustimo se sploh poslušati drug drugega, no.
To se mi zdi najbolj pomembno. Čeprav je pa ful tako en tak paradoks v naši družini, pa nam tako, mi ne vemo nikoli, sploh zdaj, ko smo starejši, noben ne ve, kje sploh je kdo. Tako nimamo pojma, ne vem, ali pa zvemo 2 dni pred tem, da ne vem, da gre sestra kar nekam tako v Grčijo, ali pa tako, ok. Ali pa pošlje sliko na to grupo, ki jo imamo na Messengerju, tako, jaz pa smučam nek tam, sploh ne vem, da si v doma. Ampak to je tako ful pol zanimivo, ampak Še vedno ste povezani na noter, ne veste pa točno, kje se nahajate, ne? Ja, tako približen. Kako pa so vaši starši govorili o tem, da je vaša družina mogoče velika? Ste se kdaj pogovarjali o tem? Recimo, Aljaž, pri vas, kaj za tabo so bile še 4 sestre. So ti starši kdaj povedali, tako, mi si želimo še več otrok, ali niste nikoli govorili o tem? Je bila ta velika družina je bila vrednota pri vas? Tako? Nikoli niso rekli, da si želijo še več otrok. Je pa, vedno so nas spodbujali, predvsem ati bi tukaj rekel, da nekaj skupaj ustvarimo. No. Mi imamo vsi eno skupno točko, da smo vsi dosti glasbeniki in dobro pojemo. In tudi recimo ta starejši 4 so imeli eno vokalno skupino, so peli, nastopali in nas tam malih 5 zdaj pojemo na kakšnih porokah, zabavah, kakor je. In tudi na božičnih koncertih, recimo v župniji, imamo vedno točko samo mi, bratje, sestre. In nas spodbujajo, da sodelujemo in da se zavedamo, da smo iz iste družine in da smo hvaležni tudi za to. Ste pa kdaj začutili, da mogoče vaši sošolci imajo recimo več prijateljev izven družine, da vi imate pa boljše prijatelje v družini? Ste kdaj to razmišljali o tem? Jaz ful, še zmeraj se mi zdi, da smo si najdeli prijatelje zunaj, pa tudi pol bili z njimi več časa. Tudi zaradi tega smo v bistvu postali tako različni med sabo, ker te zunanje izven družinsko okolje nas je drugače izoblikovalo. Tako da mogoče bi še zmeraj, pač jaz osebno vidim še zmeraj tako prijatelje pa te tako vrstnike pomemben del pač, oziroma kako sem se pač jaz izoblikovala ali karkoli. Je pa recimo pač moj brat dvojček, Sanč mi je pač to govoril, da se bolj počuti, pač znotraj družine se bolj počuti povezan, kakor zunaj. To je po mojem ful tudi razlika v spolu, no, ker tako imam čisto občutek, da se te veze prijateljske med fanti so ponovadi večje, pa tako manj intimne, pri puncah pa manjše, pa bolj tako, povem moje zaradi tega, ampak to je čisto po moje individualno, tudi odvisen. Ampak tako. Jaz bi tukaj tudi iz svoje izkušnje, jaz vedno sem imel prijatelje, no, ampak nikoli nisem imel tako veliko prijateljev, ali pa da bi nekam vsak dan šel popoldne ven s prijatelji, tega nisem nikoli hodil. Mogoče tudi zaradi tega, ker živimo na podeželju in pač pomagam, si prišel domov in si se učil, si pomagal na kmetiji, v delavnici, kar so te prosili starši, no. In tudi zaradi tega si se bolj povezal z sorojenci, no, ker ste skupaj delali kakšne stvari. Jaz tudi mislim, tako kot je že rekla, da je bolj od osebe odvisno, ne. Zdaj pri nas je tudi po mojem čisto različno, jaz ali moja sestra ali moj brat, kdo ima več prijateljev zunaj. Bom pa zdaj zase povedal, da jaz se v družini počutim bolj povezano. Se mi zdi, da je ful vplivalo, da nismo šli v vrtec, da smo pač bili doma do osnovne šole in smo pol tudi malo rabili, da smo za socializiranje, da smo se malo navadili, ne, pa dobiti nove prijatelje. Mislim, nikoli ni bil problem, vsaj meni prijateljev dobiti, mi jih je bil pa problem obdržati, ne.
brate pa sestre pa pač imaš vedno. Ja, tako da imam recimo iz osnovne šole pa iz srednje šole dejansko nimam tako od sošolcev prijateljev več, razen pač svojih bratov pa sestre. Pa ja, se mi zdi, da tudi ful bolj zaupam sploh sestri, te, ki je isto stara. Pa nje največ povem, pa tudi bratom povem, sam pač mogoče kasneje, ko pa ni. Recimo kot prijateljem pa ne povem toliko vsega. Razen pač imam malo prijateljev, ampak res se mi zdi, da je veliko drugih, ki so iz manjših družin, imajo več prijateljev, pa se več prijatelji družijo, ko pač nimajo koga doma. Kako pa bi rekli, da ste reševali konflikte z brati pa sestrami? Ste se veliko kregali, ste se močno udarili? Ali je šlo zelo gladko prva, se vi sploh niste kregali doma? Zdaj trenutno se manj kregamo, tepemo se sploh ne. Tudi ne pride tako do konfliktov zaradi tega, ker nismo več tako skupaj. Ampak, ko smo bili pa majhni, ko smo odraščali, je bilo čisto drugače. Smo se kar udarali kdaj, tudi dobesedno. Smo se, mislim, starejšo sestro se načeloma noben ni tepel, razen pač moj brat, ki ima kakšne izpade kdaj, ampak redko. Med sabo smo se pa, se mi zdi, da kar veliko, sploh z enim bratom sva se kar redno, pa tudi, če nismo imeli razloga, sva se rada tepla, ne vem zakaj. Redko je bilo tako, da bi se res skregali pa stepli, da bi prišlo do solz. Večkrat je prišlo do solz zaradi besed, pa zaradi udarcev. Se mi zdi, da velikokrat smo pol, ko je prišlo nekaj konfliktov, si se pač pol eno obdobje več časa družil z drugim bratom in pa smo imeli tako nihanja, enkrat se z njim najbolj razumeš, enkrat z njim. Kako smo pa rešili konflikte, se pa ne spomnim, a je bilo z tem pretepom že pol konca, ne, ampak pol na koncu je bilo vedno v redu. Po mojem je samo trajalo, ne vem, en dan, pa je bilo, smo pozabili. So vaši starši sodelovali pri tem, da rešite konflikt, ali so rekli, kar sami se zmenite? Če so videli, da se konflikt, če so ga sploh opazili, ne. Ker mi smo imeli skupaj sobo fantje, ne, in pač smo v sobi reševali te konflikte. Drugače, če so videli starši, da so spodbudili, ne, da so nas spodbujali, da rešimo konflikte, so probali, mislim, če ni šlo, da med sabo so pač posredovali. Drugače pa mislim, da smo večinoma tudi probali kar sami se zmeniti. Mogoče mami rekla, zdaj pa se opravič njemu, tako na samem, ne, da je pa bil bolj občutek na drugi strani, da je pač sva sama rešila, ampak je bila zadaj. Pomoč. Ja, pomoč. Kako pa par vas? Lih razmišljam, mislim, tako sploh ful je bilo malo takih trenutkov, da bi ful nekaj tako počeli ali pa karkoli. Tudi pač tepla sta se med sabo sam brata, pa še to je bilo tako, pač moj brat dvojček je zmeraj hotel nekako biti kot on, ki je 7 let starejši, ker dosti pa je tako, pa ponovadi je pol on starejši brat je vedno zmagal pač v boju, karkoli. Tako drugače pa ne vem, kako smo jih reševali konflikte, sploh ja, pač ponovadi smo tako se kakšen postavil za drugega, pa pol ja, tako nekako skupaj, da se jih več zbere skupaj na enem polu, pa pol nekako Debat. ja, Imate debato. v obliki debate. Se ne vem, kdaj se kaj reši, kdaj se ne. Tako da, ja. Kdaj samo meglo neki tipamo, pa se nič ne reši. Ampak, ja, tako pa čisto odvisen, katera stvar. Kakšna bolj resna, kakšna manj, ja. Ja, tudi jaz, da smo imeli mi, se mi zdi, malo bolj srečo. Vedno me zanima, kako če bi imel mlajšega brata, pa bi se tepla, bi verjetno večkrat zmagal. Ker pri nas se mi zdi, da nikoli ni prišlo
ni skozi en bil najmočnejši, smo bili pač vsi isto močni, ker smo isto stari. In pa tudi, ko sta imela dva nek konflikt, se mi zdi, da se drugi niso glih vključili, a ne. Ampak ja, je bilo pa vedno zato tudi mogoče ni bilo hujših teh pretepov, ker pač noben ni imel premoči. Ja, jaz sem se tudi tepal doma. Verjetno bi se veliko več, če bi imel brata, ki je bil približno tako star kot jaz. So se pa zato starejši 3 bratje več. Tako smo reševali konflikte, ko smo bili majhni. Zdaj pa se pogovarjamo, ni več nekih, še se skregamo, ampak se pogovorimo, no. Povemo, kaj je narobe in se skomuniciramo konflikte. Niso pa, se mi zdi, da smo sami reševali konflikte, niso tako starši vplivali, posredovali, povedali so, no, če je bilo kaj tako narobe, ampak ja. Meni se tudi zdi, da pa skozi bolj, ko smo starejši med sabo, pač starši v bistvu, če so lih zraven, mogoče kakšen kaj pove, pa še to ne pomaga lih. Sploh mami ima kdaj kakšne take čudne, neumestne, tako. Ampak ja, se pol na koncu pridemo do enega izida. Pazi, mami posluša. Ja, sorry, mami. Nisem mislila slabo. Pa zagotovo je veliko Pač ja, dobrega. Ja, vse marsikaj iz dobrega slabega. namena. Ja, ne. tako. Vsi imajo pa iz drugega vidika, vsak gleda. Ne. Ja. Kako pa, da se vrnemo nazaj na tisto primerjanje, kako pa se vam je zdelo v šoli, recimo, da so pred vami bilo že toliko sorojencev, pa da že vse poznajo, pol imajo kakšna pričakovanja že od prej, pa kako, ko ste bili 4 v istem razredu, kako so gledali na to učitelji, tudi sošolci? Vam je to šlo kdaj na živce? In pri meni, recimo, mislim, pri nas niso nas toliko primerjali, zato ker v osnovni šoli, ko smo bili še sošolci, ne, so imeli vsi dober uspeh, vsi smo bili pridni, tako da takrat so pač nas vse jemali tako pač. Pa že starejša sestra itak je bila še bolj pridna in so že tako povezali s tem, ne. Pol, ko smo šli na gimnazijo, jaz sem šel na škofijsko tle v Ljubljani, oni so šli pa na Škofjo Loko, pol niso bili več sošolci, so bili pa še vedno vsi 3 skupaj. Tako ne vem točno, kako je bilo pri njih, ampak pol se mi zdi, da mi je bilo kar malo olajšanje glede tega, da ko sem prišel domov, mami še ni vedela, katero oceno sem dobil, ne. Drugače pa se pa spomnim, starejša sestra je tudi hodila na škofijsko, se pa spomnim, da so že takoj povezali nekateri učitelji, ne, ki so imeli iste, in pri slovenščini mi je enkrat profesorica že v prvem letniku rekla, ti si pa od Patricije brat? Sem rekel, ja, a ne, sem, a ne, pa je bila tako, ja, pa moraš priti se prijaviti za, ne vem, neko revijo, ki jo piše, a ti tudi pišeš neke članke, a ne, tam res pa slovenščina, ne, a ne. Sem rekel, ne, mislim, vse moja sestra je bila, jaz pa nisem tak, da ne preveč pričakovati. Da, to je edino, tako da se spomnim, da so dejansko povezali, pa mogoče tudi predvidevali, kako sem jaz gledal na mojo starejšo sestro. Ja, pri nas so bili tudi vsi 4, so bili v osnovni šoli odlični in potem, ko si imel iste učitelje, so tudi od tebe pričakovali, da boš odličen. Jaz sem tem pričakovanjem sicer ustregel, tako da nisem imel zaradi tega težav. Pa sem šel pa tudi vsi ostali so šli v Novo mesto, v srednje šole, jaz sem šel pa pol v Želimlje, tako da sem bil čist nekje na novo, pa nisem imel nobenih pričakovanj zares od mene. Imajo pa zdaj mogoče od moje sestre pričakovanja, ki je šla tudi na Želimlje in bi mogel pa njo vprašati. Če je že kdo prišel do nje iz tega, do mene poznal. Ja, pa nam je bilo tudi v osnovni šoli, se mi zdi, niti ni bilo toliko tega primerjanja, bolj je bilo samo med nama z rokom, pač tako, ti si dobil 4, pa 5, tako pač take čisto banalne. Pol v srednji mislim, tako jaz sem šla v isto srednjo, kakor starejši brat pa sestra, pa je bilo tam malo tako že, jaz sem si spalogarjeva, to pač, ja, malo tak čuden občutek, ker nič nisi naredil za to, sem tako, ja,
ne vem, ostali dva roka, pa še ta druga sestra so šla pa na drugo šolo, no, tako da sta bila čisto zase, no. Po mojem je to malo bolj tako olajšanje, no, ni takega, pač se ni toliko velik pritisk, sam je pa malo kot tisti Pegica. Ampak jaz sled še Ja, nekaj seveda, dam, seveda. iz šole. Enkrat ful se mi ni zdel fajn, sem se počutil tudi tako malo, da pač nimam istih pravic kot ostali. Se mi je zgodilo enkrat v knjižnici, smo mogli pač prebrati eno knjigo za slovenščino, a ne, ali bralno značko ali nekaj. In sem jaz prišel in sem si jo hotel sposoditi in je rekla knjižničarka, ja, to pa zdaj vsi hočejo, to je pa glih tvoj brat imel zdaj, a ne. Kaj pa nisi prebral? Pa sem rekel, ja, jaz imam drugače si razporejam čas, a ne, zdaj bi jo pa jaz prebral. Pa je bila tako, ja, ne bom ti jaz sposojala zdaj knjige, ker je imel tvoj brat, pa tako. In je bilo kar tako, a veš, malo tako ona mislila, da pač si bomo mi zdaj, ne moramo iz iste družine vsi štirje zapored sposojati, kar se mi je pač zdelo tako nenormalno, a ne. To sem se zdaj spomnil, ja, da mi je bilo res bad, pol smo tudi šli, mislim, da je pol tudi, pa mojemu bratu je isto pol rekla, pa smo se, ne vem, a se je pol mami z njo pogovarjala, ali celo ena učiteljica, tega se ne spomnim točno, ampak vem, da je bilo kar enkrat žal, a ne, pa tako nisem tako mislila, pa je bilo tako samo pač se mi zdi, da bi bilo fajn, če bi pač vi si, ki si ene sposodi, vsi prebrali, kaj imate doma. Ja, Ker vas isto zanima. Ja, pač ja. In pač to se mi je zdelo malo tako, ker pač vse smo skupaj, pa živimo skupaj doma, ampak še vedno nismo ista oseba, a ne, da bi vsi istočasno vse delali, tako da to je tak primer, ja. Kako pa si predstavljate vašo družino čez 10, 20 let? Kako mislite, da bo izgledalo, ko boste imeli svoje družine, kako se boste obiskovali, videli? Ne vem, iskreno, ker pač če si drugač, ke si enkrat tako skupaj, pač si v družini, si vsak dan, pač živiš skupaj, Skupaj, a ne. Kolikor greš narazen, pač recimo starejši brat se je že v Celju, pač zdaj imamo še kar dosti v redu stike. Čez 10 let, ne vem, predvidevam, da nas bomo imeli večinoma pač otroke pa to. Tako, pač res je pol tukaj se vidi, koliko delaš na odnosu, a se pokličeš res samo za rojstni dan ali pač še kaj tako, kaj več. Ja, pač se po moje bi se v redu razumeli. Si želiš, da bi se? Ja, to mislim itak, ja, po moje se vsak. Ampak je res bolj to, zato ker vsak skozi bolj vidim razliko med nami, a ne. Pač res upam, da bomo uspeli biti skupaj kljub tej razliki. Da ste narazen. Ja, ker je pač najbolj smotan del velikih družin je to, da te ta razlika začne oddaljiti drug od drugega. Ker tudi se kdaj zgodi, a ne. Ja, to se že pri nas malo pozna, že zdaj, ker moj najstarejši brat je že 15 let starejši od mene, ne. In že zdaj se čisto vsi skupaj dobimo mogoče enkrat na leto, dvakrat na leto. Da smo čisto vsi. Vse pa obiščemo enega brata drugega, greš na obisk, pride na obisk, res smo pa redko čisto vsi skupaj. Tako da čez 10 let bi si predstavljal, da bomo samo še za kakšno bermo, obhajilo, kaj takega, da bomo vsi skupaj. Pa se po mojem ni glih toliko fora, da ste vsi skupaj, ampak da imaš skozi vsakemu toliko vsaj malo pač, da veš, kaj se dogaja z njimi pa to. To obdržiš stike, ja, se pogovarjaš, si pišeš to že, ampak ja, tudi recimo slike, ki jih imamo, vse slike, da smo vsi skupaj, so več kot leto stare. Ja, pri meni, jaz čez 10 let, mislim, vse težko bo dobiti sploh, če bomo vsak na svojem, zaenkrat kaže, da smo kar tako. Zdaj, starejša sestra pa en brat je tudi že poročen, pa sem kar opazil, no, starejša sestra zdaj še z nami živi, pač imata stanovanje v isti hiši, tako da se kar redno vidimo, ampak recimo brat se je pa poročil zdaj avgusta lani
šele ne vem, koliko je to, 4 mesece ali 5, pa se že takoj pozna, koliko se manj vidimo. Ne vem, mogoče sem bil 2-krat pri njemu in pol, ko bojo še ostali šli, in moram že kar malo razmišljati, kako bomo to naredili. Ampak se mi zdi, da se bo dalo uskladiti sploh za rojstne dneve, ker imam pač isti dan rojstni dan, pa starejša sestra ima samo 2 dni za nami rojstni dan, tako da v bistvu glede rojstnih dni se bomo zdi še bomo lahko zmenili pa skupaj praznovali še naprej, sploh za kakšne jubileje. Drugače se mi zdi pa tako, ker razmišljam za mojega brata, tako je poročen, kako bo pa on uspel, ker ima še njegova žena, ne vem, 8 ali 7 bratov pa sester, pa da moraš biti v stiku z vsemi, a ne, bo pa pol čez 10 let, ker veliko truda verjetno potrebno za to. Ja, saj za odnose je vedno trud. Ja. Sploh, če jih je toliko, Ja. ne moreš biti z vsemi na istem nivoju. To definitivno ne, po moje. Kaj pa se vam zdi, da so vaši starši res dobro naredili? Dali so nas v glasbeno šolo. To sigurno, to sem hvaležen, ker je to glasba je res en velik del mojega življenja, sploh petje. Pa naučili so nas prilagajanja, poslušanja. Tudi že recimo zdaj, ko smo že starejši, pa recimo sestra sva oba študenta in recimo, da rab nekdo avto, se prilagodiš svoj načrt, da si lahko drug sposodi avto. Pač taka čisto osnovna stvar, ampak se naučiš prilagajati. Ja, meni se tudi zdi ta del prilagajanja, to, da si pripravljen malo pač sebe dati ven, v smislu pač, da stvari se speljejo tako, da moraš pač tudi drugega kdaj poslušati. Pa ja, pri nam se tudi zdi, da je glasba dosti tako en tak povezovalen člen. Se mi zdi, da je dosti to nekaj, kar je dosti povezalo družino, no, tako. Ja, starši, kaj so prav naredili, a ne? Ja. Ja, meni se zdi, da itak tako objektivno gledano, tudi vsi govorijo, da so že vedno moji mami govorili, vsaka čast, a ne. Vedno, že tako, ko ugotovijo, mislim, kako ga novega spoznam, pa tako, ja, mi smo četvorečki, pa reče, kako je moglo biti to za mami, a ne. Pa tudi za ati, a ne. In se mi zdi, da pač mami je, ker je takrat nehala hoditi v službo, pa je mogla nas 4 naenkrat vzgajati, skrbeti, a ne. Sploh, ko smo bili dojenčki, zdaj, ko ima moja sestra tudi dojenčka, pa vidim, koliko je dela, pa tako si kar predstavljam, kako je pa to naša mama delala z 4 naenkrat, a ne. Tako da to definitivno je bila dobra, pa tudi ati, ker je sam v bistvu mogel pol preživljati celo družino, I guess, ker mama ni delala. In se mi zdi, da so nas tudi vzgojili prav zelo dobro, tudi zdaj, ko gledam, smo vsi normalni, a ne. Pač, a ne, velikokrat kdo vpraša, a ne, a je s kom kaj narobe, ker pač, da se 4 naenkrat rodijo, a ne, lahko gre kaj narobe, a ne. Pri nas, mislim, smo se vsi, mogoče je bilo, ko smo se rodili, pa ko so bile kakšne manjše težave, a ne. Ampak zdaj smo vsi normalni, zdravi, tudi mislim, da dobro vzgojeni, imamo ta prave vrednote, tako da mislim, da sta kar veliko dela, časa in vsega mogla naša starša tudi vložiti v to, da smo taki, ko smo. In ljubezni, predvide. Definitivno. Ste še vedno čutili, ne, to ljubezen vaših staršev, tudi če se je mogla porazdeliti na toliko otrok? Ja. Kaj pa je še najlepše pri tem, da imaš sorojence? Trenutno je najlepše to, da imam majhne nečake. Ko sem bil mlajši, je bilo ziher najlepše to, da smo se lahko veliko družili, veliko skupaj igrali, skupaj kregali, se učili reševati konflikte. Ja, to, da imaš vedno nekoga doma. Tudi recimo, če imaš prijatelje zunaj, če si edinec, recimo, če primerjam, kakor jaz predstavljam,
imaš ti prijatelje v drugih družinah, imajo mogoče pa kakšne obveznosti, nima časa. Če imaš pa ti doma veliko družino, ima pa vedno nekdo čas. Ja, jaz se strinjam s tem, da imaš pač vedno nekoga, da se lahko z njim družiš. Zdaj, ko smo bili mlajši, se mi zdi, da je bilo vedno fajn, ker smo imeli približno enake želje še, pa tako enake, zdaj mu reče, pač enake stvari smo radi delali in smo imeli vedno družbo, vedno smo lahko skupaj šli ven, lahko smo šli skupaj na igrišče, smo lahko skupaj igrali nogomet, tudi če noben prijatelj ni imel cajta priti, smo pač lahko skupaj to delali. Zdaj, ko smo pa starejši, pa se malo manj vidimo, se mi zdi pa, da je pa še vedno najboljš to, da nas je veliko, da lahko vedno nekomu zaupaš, vedno imaš nekoga, da ti kaj svetuje. Pač en je pri enih področjih boljši, en pri drugih, imaš tudi še izbiro, a ne? Tako da ja, to. Ja, meni se tudi zdi to, da nasploh karkoli delaš lahko skupaj. Ali pa glih to, če en ne more, boš pa druga vprašal, če on lahko. Ampak ja, tako nasploh pomoč si lahko z drugemu pač deliš, če kaj rabiš. Kaj še kaj takega? Ne vem. Nasploh mi je ful zanimivo poslušati, kako recimo enega nekaj ful zanima. Mene pa recimo to v lifeu ne bi, a ne pa tako. A pa ne vem, že nasploh jaz opažam, pač taki, kakor so moji bratje pa sestre, se jaz verjetno ne bi družila tako pač zunaj. Ne bi imela takih prijateljev. Ja, pač ne bi imela takih prijateljev, pač dosti ziher in mi pač dobro gledati. Pač se mi dobro družiti tudi z njimi, da tako malo. Oni vedno bojo pač moji bratje, pa sestre ne glede na to, kakšni so. Ja, super. Najlepša hvala vam, da ste to delili svoje zgodbe, da ste prišli. Pa tudi hvala vam, dragi poslušalci, da nas spremljate. Glejte nas še naprej, lajkajte in kaj komentirajte, če vam je bilo všeč. In se vidimo naslednjič.